A si ti lahko predstavljaš, da 90% folka v samopostrežnih avtopralnicah avtomobile pere čisto narobe? Jaz sem se pogovarjal s parimi specialisti za car detailing in skupaj smo prišli do enega takega načina, kako čim manj škode povzročati na avtomobilu, kadar ga moraš prati v teh samopostrežnih avtopralnicah, ker druge opcije nimaš. Naprimer, živiš v bloku, kjer pač nimaš placa za prati avto in si moraš pač nekako pomagati samopostrežno avtopralnico. Valjda vsi vemo, da pranje v mehanskih avtopralnicah zdaj je samo še 50 mikronov laka na novih avtomobilih, torej dvakrat manj, kot ga je bilo pred 10 leti, smrtno nevarno, oziroma lahko avto samo enkrat do dvakrat poliraš v njegovi življenjski dobi. Tako da pojdimo pogledati, kako najbolj pravilno, pa tako z najmanj rizika opereš svoj avto v taki avtopralnici. No, jaz bom probal danes stvari res poenostaviti. Uporabili bomo samo eno takole gobo, tale degriser za feltne oziroma odstranjevanje s te leteče rje s felten, en šamponček, tak zelo basic, pa eno tako lušno novo zadevo za sušiti avto. To je to, kar bomo danes rabili, nič več, zato ker pač v tej pralnici ne moreš imeti bucketov, sploh ne moreš imeti 3 bucketov, torej enega za feltne, enega za zgoraj, enega za spodaj. Nič ne moreš imeti in se moraš pač malo znajdeti. Prvi korak je definitivno, da je treba avto pač v osnovi mičkan spucati, preden se ga dotikamo še čemerkoli. Tako da jaz znam najprej ponavadi peno. Če avto ni vroč, torej da ni razbeljen, da ni preveč sončne svetlobe, vržem gor peno, pena se pocedi po bokih, ko se pocedi po bokih, avto sperem, potem pa ponavadi to še ponovim. Ampak dajmo najprej to narediti. Dajmo najprej avto gor dati peno, avto ni vroč, ker že nekaj časa tukaj stoji. V bistvu je kar hladen, ker je vzunaj par stopinj, tako da ja, dajmo najprej to narediti. Najbolj te tudi zanima, koliko žetonov rabiš. Ja, minimalno rabiš 3, realno jih pa jaz vedno 6 porabim. No, še eno stvar sem pozabil, najprej damo ven PVC tepihe. Ja, zakaj tale video? Sluhaj vsak večer gledam na YouTubeu videe ASMR-jem na pranje avtomobilov pa poliranje. Hkrati pa vsakeč, ko pridem sem, me kar malo glava boli, ko ful folka uničuje svoje avte in bi bilo bolj, da jih pele v mehansko avtopralnico, ker bi tam naredil manj škode. Tako da ja, to je basic razlog. No, najbrž se je videl, jaz sem uspel 3-krat okoli avtomobila, tako da sem nanesel kar precej debel sloj pene, pazil sem pa, da ta spreden del več te aktivne pene. Namreč, kaj aktivna pena naredi? Aktivna pena v bistvu razmasti pleh, tako da vi pa lažje odstranite mrčestva, kolikor je na avtomobilu, pa kolikor nimate avtomobila, v bistvu že prej zaščitenega s kako keramiko. Ker če je gor keramika, ponavadi ti mrčes kar odleti z nje, zato ker je med plehom pa med keramično, ne bom rekel ploščico, ampak keramičen premaz. Tako da ja, jaz več nanesem tukaj, zdaj pa pol pustim tole cirka 5-6 minut, da dol steče, ne sme se pa zadeva zasušiti, pa splaknem. Zdaj ne splakujem s tem programom, ki obstaja tukaj, obstaja tudi program pranje. V tem pranju je neka, kako bi človek rekel, nek prah je noter dodan, ki pa škoduje, če imate avto s keramiko zaščiten. Tale avto je s keramiko zaščiten, to se bo videli pa pol, ki ga bomo splakovali, kako se od njega v bistvu odbijajo kapljice. Tako da ja, najprej to je kot neke vrste, mi smo ga malo namočili, da se malo odmoča, in zdaj, ko bomo sperali, bomo v bistvu že kar precej veliko stvari naredili. Jaz ponavadi dam peno, pa sperem, pa se avta sploh ne dotikam. In če avto pere na 14 dni, je avto pravzaprav čist. Je pa tukaj par hackov, ko ga na ta način opereš, da se ga ne dotikaš, ga pol ne smeš brisati. Da sem bil zadosti jasen. Torej, če je pleh vroč, najprej pleh ohladiš, torej avto splakneš, pa še pol daš peno gor. Pa upam, da sem bil tudi jasen, da če avto samo splakuješ, ga potem ne brišeš skrbno. Nekaj sem že rešil, če bi bil ta avto pran par dni nazaj, bi bila zadeva v bistvu že lahko taka, da bi se odpeljal
iz pralnice pa bi že fajn zgledal, še avto oranžspinski, ta avto se zadnji 14 dni ni prav, treba iti pa čez en postopek, ne. Mi bomo avto zdaj spet peno gor vrgli, potem bomo pa vzeli to rokavico za pranje avtomobila, pa bomo gor nanesli avto šampon. Zdaj, ker nimamo baketov, ker delamo na javnem prostoru, si ne moramo zdaj 30 litrov vode nekje natočiti, je to edina možnost, da čim več spraviš pene med rokavico pa med avto. Mi smo zdaj osnovno scenarijo z avtomobila dali, ne, pa še vedno je pa sloj ostal gor na avtomobilu, tako da zdaj bomo peno gor vrgli, pa bomo pa pogledali, kako se to pravilno z rokavico čist, oziroma kakšna je moja tehnika, da čim manj userjem avto. Če kaj v tovrstnih avtopralnicah, teh samopostrežnih ročnih manjka, je pa to ena pipca z vodo, kjer bi se človek, na primer, gobo splaknil pa oprav, ali pa v končni fazi natočil en manjši lavorček, kjer bi si neko zmes za pranje avtomobila pripravil. To pa res manjka. Ok, si zadeva je ful preprosta, ne. Jaz sem na gor dal ful šampona avto, da imam malo takole, lahko bi tole dal v servisni način. Pa gremo najprej tako, ne, najprej streho, vedno. Brisalce se pri tem avtu ne da dvigati, ampak se jih pa da dati v servisni način, tako da malo pa tukaj še eno reč, ki smo jo pozabili, zato ker snemamo ta video in logično, da zadevo pozabim. Tole je za feltne. Jaz preden dam drugo peno gor, ponovadi našpricam feltne z temnim roton od K2-ja. Zadeva dobro dela, mora biti pa bremze ohlajene, no. Če boste to na vroče dajali, vam bo oksidirali in vam bo kmalu reč zacvetela oziroma barvo dol pobrali. Tako da mora biti nujno hladne, temu se reče hlajenje in to res priporočam. Ker jaz recimo tole naredim, ne, najprej streho, vedno delam čez to prvo površino, to poudarjam, naredim 2/3 havbe, torej zgornji del havbe, peno pa, ko vidite, puščam tukaj gor čim dlje časa na delih, kjer je največ scenarije, ne. Tukaj imate mrčes pa podobne reči, ne, in tam je fajn, da se dobro odmoči, ne. Ko naredim enkrat to streho, pa sprednjo šipo, grem stranske šipe delati, kar je tukaj ogledal, kar je noter ogledal, relativno ful preprosta reč, zelo sistematično, ne grem pa pred zadnje šipe. Zadnjo šipo preskočim, zato ker zadnja šipa v bistvu zelo umazana ali pa tako umazana, kot spodnji del avtomobila in sem pri njej ful previden, oziroma to počnem relativno na koncu. Vidite, zdaj smo v bistvu naredili zgornjo prvo tretjino avtomobila in ko naredim zgornjo prvo tretjino avtomobila, mi ostane pravzaprav še ta linija polovice vrat. In potem gremo v bistvu še vedno z isto stranjo gobice delati polovico vrat in šele takrat, ko sem naredil polovico vrat, naredim zadnjo šipo. Tako je moj sistem, zdaj pa vsak ima pa svojega. Eni so bolj pametni, pa imajo bolj pametne sisteme. To je pa tak poprečno pameten, po neki logiki mislim, da je to kul. In ko enkrat pridem do polovice vrat, pomeni nisem nekih umazanih stvari počel, bolj take neumazane reči, vem, da je tale del gobe neumazan in potem grem jaz tukaj v spredi drgati. Zares, gre pa za isti del. Pa mi pa ostane, kva smo še rekli. Ta zadnja polovica, ki jo naredim pa takole, pa tudi takole, ki jaz mislim, sem prej že z vapom dosti dobre stvari urajmo in pa grem jaz na te zadnje dele avtomobila. S tem je pa takole, ne, stvar mora biti definitivno ohlajena, da lahko špricaš po temu, tako da jaz si zdaj upam, ker sem tole ohladil, pustiš gor 3-4 minute, splakneš, pa opereš z avto šamponom. Jaz imam posebno krpo, ki pa tudi nimam zraven, zato ker moj sin pere tamle svoj avto, posebno krpo, s katero v bistvu perem vedno samo feltne, kljub temu, da jo perem v pralnem stroju, po vsaki uporabi, da tista namenjena samo feltne, tako da ne bi prišlo do neke kontaminacije, pa da ne bi poplehal. Ful bom hvaležen za kakšen tvoj komentar, kaj bi ti naredil drugače ali pa kaj ti drugače počneš, zato ker s tem rastemo, ne. Če se boste oglašali, bomo videli, jaz sem veliko stvari v življenju narobe počel pri pranju avtomobilov, pa še vedno kako, sigurno. Y si tú me quieres, ven pa' aquí te atreves. Dame esto lento, quiero sentir tu cuerpo. Volamos juntos. Ful folka bi tukaj že zaključili, ampak jaz bom še vrgel vosek gor, ker nimam svojega, jaz ponovadi svoj vosek uporabljam, ker je avto takole moker, ga pošpricam z voskom in potem splaknem. Drugače ima pa tudi tale Car Wash založka relativno dobro mešanico, ker če nimaš te svoje tekočine s sabo,
Ful pomaga pa zato, da se na zgornjo plast ne prime umazanija in potem v bistvu lahko avto perete s tem, da se ga dotikate samo enkrat mesečno. Jaz se namreč tega avtomobila dotikam samo enkrat mesečno, vmes ga pa hodim splakvat in zato, ker je avto tako začuten, ker ima keramiko, ker ima gor vosek, pač s tem avtom ni težav. Tako da ja. A vidiš tole? To je vosek v bistvu, no? Ta bela tekočina, da gre po plehu. Evo, vosek je gor, zdaj pa treba vosek še sprt, ne? Ker drugače avto čist flekast. Zdaj tako filtne sem že dvakrat K2, gor pa dvakrat sem splaknil, tako da zdaj tretjič jih bom s tisto staro gobo, ker sem vse ostalo obrisal, filtno obrisal, počnem pa ponovati z drugo, tako da ne bo pripomb, kaj sem naredil narobe. To je drugače smrten greh, da s tistim šemer putaš filtne, se sploh še kdaj v življenju dotikaš avtomobila. Tako da to, pa še sušenje. No, zdaj pa realno avto že zelo pri koncu, torej opran je, treba ga je še posušiti. Načeloma obstajajo posebna sredstva za sušenje avtomobila, ki naredi en tak film med krpo pa med samim lakom. Ta zadnji del je res pomemben, zato tukaj tudi nastane veliko low marksov, temu pravijo car detailerju, so tiste okrogle špure, zato ker se človek z ljubezni preveč potrudi. Jaz v bistvu uporabljam tako, da dam takole veliko brisača za sušenje, dam na polovico in potem v bistvu imam 4 površine, s katerimi brišem. 4 površine pa zato, ker rabim 4 površine, da 4 različne dele avta posušim. Tako da imam skozi relativno čisto to krpo, da na njej ni slučajno kakšne svinjarije. Si zmatram, pa sem avto perem. Ena stvar, ki je pa absolutno prepovedana, je pa tale krtača. S to krtačo, jaz ne vem, kaj so si mislili te, ki si dizajnirali v bistvu te bokse, avto uničeš. Jaz to uporabljam samo za gumijaste tepihe, eventualno, ko so filtre čisto čiščene že, da jih še enkrat potegnem, prežgem pa potegnem po njih, ampak pa za praktično čisto nič drugega pri avtomobilu, ker tole je smrtna obsodba. Evo, počasi smo, kar se tiče zunanjosti, na koncu. Upam, da smo se kaj naučili, ne? Najprej avto, torej dvignemo scenerijo s tem, ko nanesemo aktivno peno. Pol to scenerijo splaknemo, pol damo gor spet aktivno peno, damo na rokavico šampon, ni treba, da je šampon z voskom, jaz tazga ne uporabljam, ker potem dodam na koncu vosek, operemo avto, torej, kot sem rekel, v 4 fazah, streha, sprednja šipa, 2/3 havbe, stranska okna, do polovice vrat, zadnja šipa do odbijača. Ta nek postopek, zadevo splaknemo. Takrat, ko damo drugič peno gora, prej smo začeli z gobo, jaz ponavadi dam tudi K2, takrat so filtne ohlajene, splaknemo vmes, ko itak vse skupaj splakujemo in potem damo vosek gor in ko damo vosek gor, si vzamemo cajt, da vmes tisto staro rokavico ali pa s posebno novo rokavico operemo pač filtne in potem zadevo splaknemo. Vzamemo krpo, z osnovno krpo gremo spet, kot smo avto pravili, torej od zgor in navzdol je princip, ker je gor najmanj svinjarije, prevzdol in smo približno pri kraju. Vzamemo na koncu eno lepo mikrofibro, kjer vse te zadeve, ki so se dol cedile, pa ki jih nismo dobro zbrisali, zbrišemo in je zadeva pravzaprav, kar se tiče zunanjosti, fertik. Je pa del, full del. Jaz sem porabil, mislim, da 7 ali 8 žetonov, po evro, po pol, 10. Če bi avto pelil, mehansko avto, pralnico, bilo vse skupaj zrihtano v 60 sekundah, je pa dejstvo, da to ni problem pri starih avtomobilih, ki se jih da relativno polirati 6-krat, 7-krat, recimo v življenjski dobi. Pri novih avtih je polovico manj gor na laku in avta ne boste mogli kar tako polirati, zato predlagam, da avtomobile perete na roko. Če ti je bil video všeč, stisni en like za motivacijo, prehajajo pa še
No, jaz upam, da ste se danes kaj novega naučili, da sem vam pokazal, kako jaz perem avto, pa kaj se mi zdi, da je prav. To sem predebatiral s parimi strokovnjaki, tako da mislim, da so nasveti kar pravi. Verjamem pa, da je prostora za izboljšave še ful. Zato mi spodaj v komentarjih napiš, kaj bi ti spremenil. Definitivno korak, ker da me s peno, pa na rokavico, šamponu da avta, po moje terja kako izboljšavo. Ampak jaz res nisem pogruntil, kje bi se lahko, saj v tej, za moje pojme, najboljši samopostrežni avtopralnici sposodil bakati. Tako da ja, to je to za danes. Dej se narod, subscribe, se veš, moji kanali so posod od Instagrama do TikToka. Pokomentiri, kje ga serjem, pa zakaj mislim, da ni to 90%, mi smo zdaj malo šteli in smo ugotovili, da ta statistika sploh ni napačna. Ljudje drgnejo avte čist napačen. Tako da to je to. Vidimo se naslednjič. Se ni tako šloh, ne? Je kar zrihtan. Kako sem jaz grešil, zadnja filma.